turisten, ladies and gentlemen, začenjamo za današnjo turo. Če ste vedno želeli na safari, pa niste imeli dovolj denarja ali pa poguma, imamo za vas odlično idejo. Vabljeni ste v Maribor, kjer se odslej lahko vsak večer odpravite na čisto pravi Maribor Safari Tour. Ali kot pravijo organizatorji, v skrivnostni svet mariborskih marginalcev, posebnežev, boemov in kriminalcev. Trenutno smo na rdeči luči. Tam na vaši levi strani, oziroma moji levi strani, če vidite, tam je gostilnica Vlakec. Tam je bila včasih polodvorska. In tu ovdje so se zbirali težki Mariborčani, ne, da omenim samo enega, recimo zdaj, to je bil Alfi Nipič. Maribor Safari Tour bazira na podatkih, recimo, ki jih v turističnih brošurah ni. To pomeni, da zna biti tudi nevarno na par lokacijah, na par mestih. V bistvu pa lahko pričakujejo marsikakšne zanimivosti pa presenečenja, recimo, ki pa jih v nekih takih detajlih Maribora ljudje bolj ne poznajo kot pa ja. Oni pač delajo, ne, tukaj delajo, ampak drugače pa so se tudi polani ljudje zdaj preselili na Mariborski otok. Tam je velika skala, tam je spodaj eno grmovje, če koga zanima tudi informacija. Vozili se bomo s turističnim vlakcem po bolj ali manj centru Maribora in to skoraj, da ga bomo obšli. Smo se pa seveda nekako odločili, da bomo naredili turo mimo nekih punktov, ki so za to plat Maribora, ki mi predstavljamo. To je ta pač malo bolj marginalna zgodovina Maribora, ki so pač za to našo kroniko pomembni. Franček, ki je delal v Tamu in je bil na Stružnici in je vsaki oni malijo popilega, kaj je bil on, vse on je bil zelo vestni delavec, moram res to povedati. Ne bomo govorili o znamenitostih, recimo o stavbah ali pa o tem, kje se vozimo, tudi o tem, ampak v bistvu bo predstava govorila o mariborskih posebnežih, ki so bili med nami oziroma ki jih več tudi ni med nami. Znana legenda, recimo takšna, ko je bil tukaj Nikola Tesla, to je znano, ampak ni pa znano, da je kockal in se vlačugal, po domače povedano. To je recimo ena takšna fama v enem človeku, ki jo pač razdenemo tukaj. Predstavimo tudi kakšnega današnjega čudaka, recimo povemo, da je Maribor znan po Frančiki. In teh bomo predstavili več. Imamo kino Frančeka, bolj imamo Frančeka z Marelo in Frančeka z občine. Posebna pa je tudi vaša oprava, takšni so vodiči po mariborskem safariju? Ja, jaz ne vem, meni se je zdelo, da bi moral vodič biti na tak način, da bi tak moral biti, če se gre za safari seveda, ne. Mislim pa, da niso glih vsi vodiči takšni. Ja, meni so všeč predvsem čevlji, to je iz varnostnih razlogov takole špičasti. Zna biti tudi to, ampak večinoma sem prijatelj z temi marginalci, oziroma se poznamo že vrsto let, tako da v bistvu ne bi smelo dobenega problema biti, če imate z mene zraven. Če torej zaupate safari vodiču z nevarnimi špičaki, strašnim mariborskim Frančekom ter drugim štajerskim lumpom, marginalcem in posebnežem, si kakšen večer namesto mirnega sprehoda po mestu le privoščite divjo vožnjo po skrivnostnih in temačnih kotičkih štajerske prestolnice.